pomornih spopadov, ki so jih zanetile totalitarne ideologije, simbolno je predstavljena možnost pomiritve oziroma sprave med sprtimi predstavniki ideologij in nazorov. Življenje junakine na starost se končuje smiselno. Njen dom je znosen, najbrž srečen. V sklepnem delu zgodbe ostarela Anica opisuje družbo svojih vnukov ter vnukov svojih bratov in sester, ki so nekateri iz tujine prišli na obisk. Imamo jih lahko za vzorec nekega novega sožitja v odprti družbi, v kateri je prostor tudi za ljubezen do stare domovine. V tem smislu je nemara mogoče razumeti tudi naslov romana Bližina daljave. Pripoved, ki v mirnem toku teče od začetka do razpleta, časovno ni linearna, saj pripovedovalka uvodni prizor antidatira, zgodbo nadaljuje v sedanjiku in večkrat pretrga z dogodkom, ki se bo šele zgodil, kar stopnjuje slikovitost nenavadnih situacij. Treba je poudariti, da vešče napisano besedilo z živo in pogosto pretresljivo opisanimi prizori odlikuje tudi dovršenost na jezikovni ravni. Člani komisije zato menimo, da je Nataši Konc-Lorencuti na svojevrstni mikroravni uspelo prikazati del slovenske resničnosti v zelo prepričljivi podobi, zato smo jo roman izbrali za letošnjo nagrado Svetlovnica, s tem pa po njegovem izidu priporočili tudi bralcem. Hvala gospe Mateji Komelis-Snoj za utemeljitev, kot pa je povedal predsednik komisije, odločitev nikakor ni bila lahka in prav želim si, da z aplavzom nagradite tudi letošnji nominiranki in da ima gospod direktor založbe Družina podeli priznanji, prav tako pa mu predajam še zaključno besedo, ki bo najbrž vabilo k naslednji svetlovnici. Izvolite. No, takole, res je bilo težko se odločiti, pa vendar smo zelo veseli ob letošnji beri izjemnih tekstov, navdušeni nad skokom, ki ga je tudi Svetlovnica doživela že kar v drugi izdaji, ne? In s ponosom in z veseljem sporočamo, da vsekakor bomo v prihodnjih tednih z nagrajenko podpisali pogodbo za 6000 evrov bruto, ki jo znaša nagrada, seveda vključuje tudi avtorske honorarje, pa vendar upamo, da bo knjiga predvidoma išla v mesecu aprilu leta 2017, če se da, na praznik, na Svetovni dan knjige. Upam, da do tega termina pridemo. Ostaja mi pa samo še to, da vas in vse vaše znance, tudi te, ki hodite zdaj v tem hipu po Cankarjevem domu, spodbudim k temu, da zasledite na spletni strani www.druzina.si/svetlovnica nove pogoje, razpisne pogoje za Svetlovnico 2017. Ponovno jo, mislim, zapiramo in ugaša Svetlovnica 2016. Prižiga pa se Svetlovnica 2017, razpis bo odprt do 31. avgusta 2017, prav tako kot letos in spet upam, da se ponovno srečamo ob podobnem modru prihodnje leto z novimi zanimivimi naslovi. Torej še enkrat hvala za vse, hvala za vašo prisotnost, hvala predvsem avtorjem, avtoricam in komisiji, ki je tako uspešno skupaj sodelovala in računam na zaupanje in na sodelovanje še naprej. Hvala vsem, srečno in nasvidenje.